Drage tekačice in tekači, simpatizerji teka na dolge proge, dobrodošli. Dobrodošli na live podcastu za Gred za tek. Tole je 85. epizoda, posebna oddaja, kjer bomo v živo debatirali in govorili o pomladni tekaški sezoni s kom le, z organizatorji največjih dogodkov na cesti v tem delu sezone. Jasno, tudi vi lahko sodelujete, spoštovani in spoštovane, v komentarje lahko zapišete vprašanje, kak predlog, kako provokacijo, seveda, kaj vas zanima. Z veseljem bomo ta vprašanja, jih bom jaz prenesel mojim gostom in verjamem, da boste dobili zadovoljive odgovore. Kljub tragičnim dogodkom na vzhodu Evrope je tek lahko tudi združevalni moment, ob katerem se zavemo, kak privilegij in kakšno srečo imamo, da živimo v svetu, kjer se s tekom še vedno lahko nemoteno ukvarjamo. Torej, hvala vsem, ki tole spremljate, ki ste že podprli podcast, ki ste se naročili, ki ste naročili kakšno majico, če bi še kdo imel, link spodaj. Naročite se tudi na ta kanal na YouTubeu, na Google podcastih, na Spotifyju, na iTunesih. Z veseljem vas sprejmem, boste dobili vestila še v novih oddajah, pa tudi tole, kar delamo danes, o čemer se pogovarjam, boste še lahko na teh kanalih še enkrat pogledali in si poslušali. Torej, brez odlašanja naj pozdravim in predstavim moje današnje goste. Prvi bom šel kar po vrsti, tako kot si letos dogodki tudi sledijo v koledarju. Simon Rusjan, predsednik društva Istrski maraton. Živijo, Simon. Večer. Barbara Železnik, VD direktorica Timinga Ljubljana. Dober večer. Timing Ljubljana organizira pot ob žici oziroma pohod, pa tudi Wings for Life, še kakšen dogodek, recimo Ljubljanski maraton. Marko Pintarič, generalni sekretar Maratona Treh src. Pozdravljen. Pozdrav iz sončnih Radenc. V Radencih vedno sije sonce. Z nami je tudi Aleks Štolfa, direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, ki organizira Mali kraški maraton. Živijo, tokrat letna izvedba. Tokrat letna izvedba, o tem bomo še spregovorili in last but not least, Igor Drakolič, direktor Teka štirih mostov iz Škofje Loke. Igor, živijo. Živijo z Loke. Tle smo nabrani iz cele Slovenije, sam, ne samo kot danes gostitelj, tudi morda predstavnik Društva vitezov dobrega teka, ki organizira nočno desetko, zadnjo v nizu teh pomladnih tekaških prireditev. Dama in gospodje, hvala, ker ste se odzvali v vabilu in smo se danes lahko tukaj zbrali. Čast mi je. Hvala za povabilo. Tudi nam. In dobro idejo. Prva liga, zdajle ogreli se bomo. Pust je danes, pa prvi meteorološki pomladni dan. Pregnali smo zimo. A ste bili danes kaj za pusta? Igor, si bil kaj? Ne, sem pa videl zelo veliko vrtčevskih otrok, ki so imeli procesijo v središču Loke in je bilo zelo luštno. Sem pa pojedel 2 krofa, tako da. Ok, vsaj nekaj. Vsaj nekaj, ja. Simon? Ja. A si bil ti kaj za pusta? Hrusta? Ne, bolj letos slabo, priznam. Sem šprical. Dobre. Marko je bil siguren kaj za pusta? Seveda smo male otroke, tako da ne more biti, da ne bi bil. Ne. En taki postaven bedanc sem bil. Sem se strašil, da si se oblekel v maratonca. Ja, to bi pa res bilo grozno. To naslednje leto sem dal idejo. Aleks, kako je pa s pustom? Jaz sem šema že sam po sebi, tako da bo čisto dovolj. Se najdejo, Aleks, kaj pa Barbara, prvrski noga? Ne, tudi pri nas ne praznujemo pusta, je pa tako, kaj je, mislim, da Igor prej rekel, smo sneli maske, tako da smo vsi malo drugačni zdajle za videti. Nasmeški se končno vidijo, spoštovana publika, spoštovani gosti, in na to smo se dobili, da tudi popraznujemo konec korone, če ne drugega, 2 leti nas že drži, nas je držala v objemu, zaznamovala je tudi vsaj 2 tekaški sezoni, še najbolj pomladanski, tudi jesensko, vse zadnje. Pa dajmo začeti malo bolj resno, Dajmo reči, kako je zaznamovala, če naredimo rekapitulacijo, ta korona
vaše dogodke, da naredimo povzetek za gledalce in poslušalce, tiste, ki se v zadnjih 2 letih niso mogli udeleževati tradicionalnih prireditev, pa jih vseeno zanima, kaj se je dogajalo okrog tega pri vas, kako je korona vplivala na to. Začnimo v Istri, ki je prva na sporedu, že čez mesec dober. Vračate se aprila, vmes po mnogih kombinacijah, niste imeli prave sreče z izvedbami. Simon Rusjan, lahko malo vrišeš, kaj se je dogajalo v zadnjih 2 letih pri vas? Hvala za besedo. Kot si povedal, res nismo imeli sreče. Naš termin je bil v bistvu precej na udaru, ki obakrat so veljali tisti najstrožji ukrepi, ne? In veste, za tek, ki povezuje vse 4 obalne občine, če so občinske meje zaprte, pač težko karkoli naredimo. Ne? Tako da to je bilo in prvič in potem tudi drugič, ne? Tako da smo se zatekali v bistvu k virtualni izvedbi nekaj manjših dogodkov. V bistvu delali smo to, kar smo lahko v danem trenutku in čakali nekako, da se zadeva umiri. In to smo nekako računali, da bo to pomlad in mi že od oktobra organiziramo, pripravljamo to osmico s polno paro, ne, z neko, ko bi rekel, zavestjo, da bo, ne. Nismo imeli nekih trdnih zagotovil, ampak smo verjeli, da bo konec, končno. Torej, zdaj ste s polno paro drvite v zadnji mesec priprav sklekom, ja? Samo če detajle gladimo, ne. Mi smo glavnino že, bi rekel, novembra, ne. Mi smo decembra odprli prijave, zdaj samo še pač tista zadnje dovoljenja, ko bi rekel, formalnosti, ne. Se pravi, maraton je nekako je narejen, ne, samo še izvesti ga moramo. Top. Vendarle, boste prvi na sporedu, čeprav bi moral biti prvi mali kraški maraton, se pravi, že 3. leto zapored je korona posegla, tokrat samo v datum. Aleks Štolfa na hitro preletiva zadnji 2 leti in tudi 3. zapored. Kaj je korona naredila na Krasu in kako se borite zoper njo? Ja, bolj kot korona, mislim, burja je v bistvu pomagala koroni, da je, če malo parafraziram, je odkril odpihan na maratone. Pravzaprav nam je naredila ogromno škode. V letu 2020 smo še nekako parirali s temi virtualnimi zadevami, v letu 2021 smo vedeli že hitro, da ne bo nič, ker je bila res korona v nekem takem ciklusu zimskem, da absolutno sploh ni bilo šans razmišljati karkoli. In tudi za letos moram reči, da smo bliže čist deprimirani, ker stvari so šle kompletno narobe. In glede na to, da je naš termin konec marca, se veste, je treba že oktobra, novembra že vedeti, kaj se bo dogajalo. V bistvu se pa je oktobra, novembra začelo šele dogajati na koroni. Tale krivulja je čisto znorela gor nekam, ne vem kam. Tako da dejansko nismo vedeli. Hkrati pa si nikakor nismo želeli, da bi trikrat zapored stvar prenesli, ker konec koncev imamo kar nekaj, in se jim moram zdaj javno zahvaliti, kar nekaj ljudi, ki vztrajajo s prijavo. Tako da smo potem se odločili, po res težkem premisleku smo se odločili, da letos pa vendarle moramo. In zdaj bom izkoristil ta trenutek, da se res zahvalim obema Markoma, predvsem, ker smo se vam urinili v terminu vmes. Nismo tega naredili z lahkim srcem, ker vemo, kaj bi lahko povzročili, če bi bili preblizu, in res nična hvala, da smo naleteli na to razumevanje, ker drugače bi bili v hudih škripcih, oziroma bi po drugi strani bi si zapravili, ne vem, dobro ime, kaj takega. Vendarle, jaz mislim, da smo mi kot neka tekaška skupnost vendarle dolžni, recimo temu, biti vsaj toliko džentelmeni, da če že ne ignoriramo, da vsaj prosimo za razumevanje, če že ne za soglasje. Ampak moram povedati celi javnosti, da smo naleteli res na soglasje in na razumevanje vseh, tudi sponzorjev, ampak primarno mi je bilo najbolj pomembno, da nas razumete vi kot naši hkrati partnerji, hkrati konkurenca. Tako da letos bo, razpis bo pa šel zdaj čez teden, v 8. marca gre ven, jutri imamo še zadnje pegljanje organizacijskega odbora, da vidimo, kaj in kako bomo lahko naredili, ker vendarle niso iste razmere, ni enako pripravljati
recimo, da zgodnje spomladanski ali zgodnje poletni tek. Zagotovo se veste, da cel kup stvari vpliva na to, predvsem vreme, seveda temperature in tako dalje. Tako da mi tukaj prav hudih izkušenj s tem nimamo, iščemo tudi okoli in bomo se temu prilagodili zagotovo. Evo, upam, da za uvod, da sem dolg bil. Ja, pozabil si povedati, Aleks, ta 20. obletnica Malega Kraškega. Ja, evo, vidiš, mi je čisto šlo, ker sem skoncentriran na to, da ga sploh izvedemo. Ja, letos je 20. obletnica, očitno prav srečna ni, ker že šele 3. leto je prišla na vrsto. Jo bomo obeležili, ne bomo pa šli nič pompozno delati, jo bomo pa obeležili, tekaška skupnost bo dobro seznanjena s tem, da je pač to 20. obletnica. No, 2-krat toliko bo, ako Bog da, v Radencih letos Maraton 3 src obeležil tako lepo okroglo obletnico, tudi v 3. poskusu. Marko, zdaj si pa ti na vrsti. Tudi vi ste se mučili oziroma trudili z virtualnimi in ostalimi različicami letos končno v živo, je tako? To je 40. obletnica plus 2. Bo letos 21. maja. Zdaj, pretekli 2 leti, ja, ni nas bilo, ne, nikogar praktično, oziroma pač jesenski so še šli nekako skozi, pomladni pa definitivno ne, pri nas je 2-krat se je tisti teden za nami, ko bi morali biti, začelo odpirati, ne. Se pravi, nismo imeli niti teoretične možnosti izvesti karkoli, sicer smo ti 2 leti obeležili, prvo leto tako praktično zelo na hitro, ne. 4 naši fantje tekači so 42 km pretekli, se pravi pred hotelom Radin, se pravi 128 krogov so naredili po našem štartno-ciljnem prostoru dejansko. No, drugo leto smo se pa že nekaj naučili, smo že vedeli, da pač v živo ne bo šlo in ne vem, jaz bi to pač nekako pozitivno vzel, no, vse skupaj, ne, vse te virtualne zadeve, ki smo jih imeli, mi smo se relativno dobro pripravili, ne, nismo zdaj samo tek kot tek vzeli, imeli smo skoraj 500 virtualnih tekačev, ki so seveda vsaki za sebe zbirali kilometre in tako dalje, pol smo nekako to v neko višje dobro probali pretopiti to našo gibanje oziroma to gibanje naših tekačev, pohodnikov in tako dalje. Smo zbirali kilometre, pol leta, potem zasadili maratonski gozd z 600 drevesi, tako da pač tudi nekako na ta način poskusili vsaj malo kisika dati nazaj v pljuča naše zemlje. No, letos pa smo pol tudi uvideli, kot je že bilo rečeno, da pa tretjič pa ne je bilo dobro pauze imeti, ne. In smo rekli že tudi tam konec decembra, da bomo, takrat smo še rekli, ne vemo še kaj bomo, ampak bomo, ne. Na taki način smo to tudi predstavljali našim sponzorjem, ki to seveda zelo radi slišijo, ne, mi bomo imeli nekaj, samo še ne vemo, kaj bomo imeli. In dejansko no, smo relativno dober posluh oziroma smo dobre odzive dobivali, no, od svojih sponzorov dosedanjih. Zdaj, naša mama je itak bila za to, ne, absolutno, mama s 3 srci. Če ne bi bilo nje za nami, pol bi težko karkoli bilo. Tako da ja, zdaj načeloma načrtujemo približno podobno zadevo, kot je bila prejšnja leta. Sicer ne bomo obeležili tudi 40-ko našo, ampak sigurno ne na taki način, kot smo predvidevali leta 2020. Teki bodo normalno, pohod bo zgleda tudi izveden, tudi tek z kuški bo izveden. Je pa zanimivo, da bomo pa letos celo imeli evropsko prvenstvo v nordijski hoji. Tako da dejansko res poskušamo zajeti čim širši del tega gibalnega občestva, recimo temu tako, in se dejansko trudimo narediti čim več, no, za samo prireditev. Hvala, Marko, lepo povedano. No, zdaj pa prva dama timinga, Barbara.
Železnik. Poleg Ljubljanca, sem že rekel, organizira tek trojk pohod. Kakšne lekcije oziroma kaj vas je pa na timingu zadnji 2 leti ta koronski čas naučil in kako kaže zdaj s pohodom to 3. pokoronsko leto? Ja, v bistvu tudi pri nas je pohod ena od prireditev oziroma pohod in tek trojk, ki je v bistvu 2 leti praktično mirovala. Tudi mi smo poskušali to nekako premostiti z neko virtualno različico, je pa format prireditve, da se reče tek trojk, malo drugačen, malo bolj specifičen, no. Tako da se ni ravno obnesel, no. Kar se tiče pohodniškega dela, smo ga nekako 2 leti izpeljali, pač ljudje so hodili v lastni režiji, imamo tudi po celotnem prstanu zelenem nameščene te stebričke, žigi, tako da in aplikacijo, ki v bistvu omogoča izvajanje oziroma obisk poti, ne glede na to, a je prireditev ali ne, tako da pot je živela. Kar se tiče trojk, pa pač letos očitno nam bo uspelo izpeljati tek v živo, tako da nas to še posebej veseli. Je pa res, kakor sem rekla, no, format prireditve tek trojk je pač malo drugačen, ne tečeš sam, si v trojki, je v bistvu pomoč, tovarištvo in nas zelo veseli, no, da nam letos uspe. Prijav sicer še nismo odprli, mislim, da jih bomo v tem tednu. Tudi mi imamo jutri v bistvu sejo organizacijskega odbora prireditve, tako da dorečemo še zadnje stvari. In štartamo, upam, v lep maj. Lep maj. Aleks, dvignil si roko, nekaj si hotel reči? Ja, pozabil sem en element, ki nas je težil ves ta čas, ki ga vi nimate. Mi imamo namreč progo speljano tudi po italijanski strani. In to je bilo hojladra. Tudi letos, prvotno smo mi razmišljali o tem, da bi v marcu mesecu izvedli. Ampak smo takoj smo dobili žogico nazaj. Je pa res, da so bili pa zelo korektni, da so iskali vse možnosti in da so potem za poletje tudi dobili soglasje in da smo dobili zagotovila z njihove strani, da bo to možno. Seveda v skromnejši obliki, se pravi neki minimalizem, zagotovo bomo lahko zagotovili okrepčevanje. Vendar ni tako dolg segment tega teka, ampak okrepčevalnico bomo zagotovili pa čisto normalen prehod meje. Konec koncev smo v Evropski skupnosti, ampak vsi veste, zdaj mi, ki smo ob meji, ne glede na to, da smo v Evropski skupnosti, vsak prehod meje ni več enak. Vedno je tam nekdo, ki te lahko ustavi ali te ne ustavi. Ne živimo več tako, kot smo v 2019. Ja. To zadevno je korona očitno naredila nekaj sprememb, no, računajmo, da jih slej ko prej tudi spremeni pa zabriše. Igor, v Škofji Loki pač ne mejite na nobeno sosednjo državo, še za enkrat, ja. Hecam se. Mi ne bomo z Bleda dol udarali, ne bomo nič okupirali. Hecam se, še kar se heca, malo hočem razbiti ta koronski čas. 10. obletnica je v Škofji Loki na teku 4 mostov, ki je, to si mislil, že desetletje, Igor. Korona je tudi naredila neki škode, kar precej konc v zadnjih letih, ampak ne date se, greste v to 10. obletnico na polno. Povej mi, evo, kaj je bilo, ampak še bolj, kaj bo? Ja, mi smo sicer imeli srečo, ali pa mogoče malo tudi toliko poguma, da smo lansko let šli da smo izpeljali 9. tek 4 mostov. In moram reči, da je bilo ta dopoldanski del, ko imamo tam 600 vrtčevskih otrok in potem popoldanski tudi šolarji, nam je praktično uspel, nismo imeli občutka, da je sploh korona. Res je bilo super, lušten, maske skoraj da nismo videli. Seveda je pa vplivala ta situacija na naš večerni tek, ki smo ga
Mi smo že prej planirali tako, da bomo naredili po 5-kilometrski progi, ne po 10, da bo samo peš hoja za tiste, zato da pač grejo vsaj pogledati, če ne bi mogli laufati. No, potem se je pa v bistvu res 14 dni, 3 tedne prej se je odprla varianta, da lahko dejansko speljemo tek z merjenjem časa. Mi smo seveda potem to zagrabili. Ostali smo sicer na 5 kilometrih, ki smo jih lahko speljali tako, da nam ni bilo treba zapirati državne ceste, zato smo tudi, nismo šli potem na 10. In oboje je bilo zelo fajn, mislim, je bilo pač nekaj malo drugače, malo posebenega, tudi potem koncert na koncu smo dobili celo dovoljenje, da smo do 2:30 zjutraj, ampak smo rekli, dajmo, ne pretiravimo, bodimo samo do polnoči. Pa so celo naši prijatelji policaji prišli, pa so rekli, daj potegnite saj do 1. Tako da smo imeli, da je bilo v bistvu glede na vse skupaj, kar se je dogajalo, je bilo res super. Ljudje so prihajali gledati naš oder, ki smo ga imeli, koncertni oder, in so rekli, oder spet vidimo po 2 letih. Mislim, take scene so bile. Tako da ja, letos pa računamo seveda, zdaj vidim, da je tako leto jubilejev, tako da mi računamo celo, kaže nam tako, da bo to v bistvu največji dogodek do zdaj, kljub tem, kar se dogaja, in sponzorsko, in upamo seveda tudi, kar se tiče udeležencev, tako da bomo šli seveda spet na to našo dvodnevno klasiko, z petkovim uvodom, testeninko in koncertom, pa potem sobota kompleten program, z posebnostmi, tako kot je Aleks rekel, bomo seveda tudi mi obeležili 10. obletnico na tak in drugačen način. Pa naš rekel, nek nov fokus se pa imenuje, zdaj to imamo tako neki več imen, ampak nekako zeleni mostovi, v smislu res, tudi Škofja Loka kot občina je sprejela strategijo brez odpadkov, v angleško zero waste, in mi smo že v prejšnjih letih zelo veliko na tem naredili, in zdaj bomo v bistvu ta naša prizadevanja še okrepili in si postavili nek cilj, da bomo v 5 letih naš dogodek nekako razširili, naredili tako, da bo praktično celo leto se nekaj dogajalo. Tako da s tem leto začnemo in računamo v 5 letih, ko se bom jaz upokojil, zdaj bo v 5 letih moram vzgojiti enega, ki bo namesto mene to delal. Hkrati pa razširili še na vse to, kar imamo v mislih. Tako da se obetajo zelo zanimivi časi. Tole si izjemno si tole povedal, evo, res val optimizma je zavel. Vseeno, evo, bom malo izval, sem še malo gledati številke prijav, tudi pri nas, ki smo jih odprli mesec nazaj, nagrad, koliko je šlo pred korono, jasno, ti praviš, da računate na rekordno sezono, držim pesti, da to uspe, pa vendarle, dajmo reči, da je že pred korono tale tekaška scena malo začela stagnirati, pa padati. Mi smo pa tle tisti, ki to organiziramo, pa nam ni čisto jasno, zakaj, ampak vseeno, bom vprašal najprej najmlajšega med nami. Simon, kako bomo naredili tek spet seksi? Kako bodo tisti, recimo milenici, ki danes ne laufajo, tvoji, rekel, sošolci pa sošolke, prišli tle na cesto, vsi neki laufajo, pa vsi neki športajo, pa hodijo v hribe, pa kolesarijo, na tekaške prireditve pa kar zlepa nočejo iti. Kaj nam manjka? Bo treba ne vem, zeleni preboj, informacijski preboj. Jaz mislim, da nam čisto nič ne manjka, ne? Samo verjetno je tudi več izbire, kot je bilo, ne vem, 10 let nazaj, ne? Ljudje grejo na razne eksotične športe, lahko neke supanje, tekmovalno, ne? Tega 10 let nazaj ni bilo, ne? Pa vidim pa predvsem, da tisti, ki vztrajajo, so res v odlični formi, ne? Zgubilo se je pa tisto neko povprečje, ne? Se pravi, imaš zelo dobre in zelo, ko bi rekel, zaležane, ne? To neko povprečje, ne? Nekdo, ko bi rekel, ajde, pa grem čez 3 dni na 10, ne? Ali pa čez 2 tedna na 21, ne? To se pa malo zgubilo, ne? Se pravi, tle nam manjka, Marko, kaj ti misliš, no? Kaj bi ti temu pridal? Mislim, da smo trenutno v enem takem čudnem obdobju, oziroma ne čudnem obdobju. Kot je že bilo povedano, ogromno je novih športov. Ogromno je športov trenutno v Sloveniji, ki
so zelo dobro predstavljeni, predvsem na televiziji. Govorimo o Tour de France, govorimo o Giro, o ne vem kakšnih vse olimpijskih in neolimpijskih disciplinah, kjer imamo trenutno relativno zelo močna imena. Imena vedno potegnejo za sabo ljudi. Zato zdaj 3/4 Slovenije recimo kolesarje. Ne? Tudi korona je pripomogla k temu, recimo. Ne? Če si imel bicikl, si lahko v drugo občino šel. Juhu! Tako da verjamem, da je to tudi del tega, da je pač vse tekaške številke padajo, realno poglejmo, že od leta 2016. Ni to zdaj obdobje zadnjega leta. Ne. Zdaj pač določeni teki, ki smo že 40 let na tem, smo bili konstantno v rasti, smo nekako izgrajevali to celo tekaško srenjo. Kot je bilo rečeno, ogromno je tudi zdaj drugih tekov, manjših tekov. Ne vem, teki z 500 ljudmi ne bodo občutili pomanjkanja tekačev, recimo temu tako. Zdaj mi z, ne vem, 4-5 tisoč tekači pa se zna hitro občutiti, če to ni tista zadeva turistično zapeljana. Recimo Istrski maraton, tu imate vi veliko prednost, imate morje, ne? Ja, super, mislim, nič nimam proti, razen če nam ga malo posodite, no. Malo se hecam, no, ampak dejansko... Lahko prideš iskat. Ga liter pa pol prenesem domov, ne. Tako da mislim, da je to en taki dejansko, pa še nekaj je, ne, zdaj ti dolžinski teki, ne, to je relativno vse dolgo, ne, 5 kilometrov se sliši kratko, ampak ko laufaš ni ravno tako malo, ne. Današnje generacije pa se mora vse zgoditi zdaj in v tem trenutku in takoj, ne pa da boš 5 kilometrov laufal pa cilj zagledal, ne. Zdaj, da ne rečemo 42, ne. In ja, verjamem, da je to pač to neki sklop vsega tega. Zdaj, kaj lahko mi naredimo za to? Dobro vprašanje. Definitivno bi se mogli po moje povezati tudi z osnovnimi šolami, tudi z ministrstvi in tako dalje, da se v šolah začne nekaj delati, ne. Za moje pojme je pač to največji problem, da se osnovnošolski otroci do ne vem, 5., 6. razreda sploh nimajo telovadbe, recimo temu tako, ne. Tu je del problema, ne. Mogoče bi bilo tu treba, ampak to je vse dolgoročno, ne. Kratkoročno pa vprašanje, lahko delamo pač na neki atrakciji, lahko delamo na večjem marketingu, na nekih povezovanjih in tako dalje. Ja, ti boš... Ti začel hitro delati, kar ne samo govori, tudi to naredi, Marko. Tako. Se opravičujem, to je, ko imaš 3-letnika doma, ne? Simpatično. No, in nekaj novega bo težko pogruntati, ne. Zdaj, če bomo rikverc začeli laufati ali bomo po rokah začeli laufati, dvomim, da bomo pridobili spet, ne. Zdaj, pravim, neke pakete ugotoviti, kjer lahko še ponudiš kaj več, ne samo tek, turistično zapeljati zadevo v tem smislu, no. Kaj več pa, mislim, da se tudi drugi teki ukvarjajo z tem, oziroma ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Super. Simon ima repliko. Ja, ena kratka replika, ne. Če se vrnem, jaz sem v bistvu mislil, da bo, ko smo uvedli to aplikacijo, ne, da bo dosti bolj privabilo tako mladino, ne. Ampak sem videl, da je bilo dosti bolj privlačno generaciji mojim staršem, recimo, ne. Ko sem delal statistiko, ne, recimo, kdo je šel na te naše virtualce, ne. Zanimivo. Tako da ja. Zanimivo. Tle, se pravi, aplikacije so za starejše občane, kaj pa je? Važna vsebina, ne, ker še vedno je tek, še vedno moraš teči, da ti potem to koristiš, ne. Mislim, da je to prva ovira bila, ne. Barbara, kaj boš ti si dane atletinje, pa tekačice, pa organizatorka, ti imaš sigurno kakšen recept,
kako bomo te horde podivjanih tekačev spet spravili na naše ceste. Ja, tudi v Ljubljani nimamo čarobne palčke. V bistvu se s problemom upadanja tekmovalcev ukvarjamo že od 20. ljubljanskega maratona. Takrat smo v bistvu v nedeljskem programu dosegali skoraj 17,000 tekačev na 10, 21 in 42 kilometrov. Od takrat dalje pa v bistvu do zadnjega izvedenega v normalnih razmerah, to je leta 2019, smo jih imeli le še 12,500, kar je v bistvu velik upad v 5 letih in v bistvu že takrat smo mi iskali rešitve oziroma se ukvarjali s tem, kako dvigati spet udeležbo. Definitivno, v bistvu, kar se tiče slovenskega prostora, jaz mislim, da smo vsi vzeli vse, kar lahko vzamemo, ampak zdaj mislim, da se moramo vsi malo v tujino ozreti in poskušati privabiti z nekimi paketi, programi, bombončki, kakorkoli tekače iz tujine. Zdaj, koliko hitro nam bo to uspelo na kratki rok, verjetno ne, bomo rabili vsi malo več časa na splošno, da se zdaj dvignemo nazaj, ker ta korona je pa v bistvu ta razkorak zdaj se mi zdi še večji naredila. Mi smo to že lani na maratonu videli, ker v bistvu tudi nismo do zadnjega vedeli, bo šlo čez ali ne, glede na to, da se je stanje jeseni, imamo ravno zoprn termin, bi jaz temu rekla, se je stanje jeseni spet začelo slabšati, ampak v bistvu smo se potem avgusta odločili, zdaj pa gremo, izvedemo, kakor se da. In mislim, da če bi nam en teden pred prireditvijo rekli, da se to ne da, bi vztrajali, da se to izvede, ker smo se pa že na koncu vsi veselili, kljub temu, da se je videli, da bo tekačev manj. Na koncu jih je bilo skoraj 4,500. Jaz mislim, da nam je bilo vsem všeč, tekačem tudi. Bili smo veseli, da lahko v živo tečemo, tekači pa po eni strani tudi veseli, da ni take mase, da so bile ulice bolj prazne. Kakorkoli, no, mi smo velikokrat dobili, nam rekla očitek, ampak so nam rekli, da v Ljubljano sicer radi pridejo, da jim je všeč, vendar da jih moti gneča, v kateri se teče, a ne. Zdaj, ulice razširiti ne moramo, štarti so taki, ki so, tako da mi se bomo trudili, no, da dobimo tekače nazaj, zdaj koliko hitro in na kakšen način pa vsi malo raziskujemo, no. Mi se ravno zdaj v teh dneh ubadamo v bistvu z strategijo maratona oziroma poskušamo napisati nek dokument oziroma nek program, ki bi ga sledili do leta nekje 2030, se pravi, kako pač maraton pozicionirati pri nas v tujini, kje se vidimo kot kakšen maraton in želja je, no, da najdemo nek recept in mu sledimo, da bi spet zrastel oziroma se vrnil tja, kjer je nekoč bil. Jaz mislim, da ta sobotni del z otroškimi teki imamo mi dobro pokrit, v bistvu vsa leta smo imeli okoli 7,000 otrok, ki so tekli na različnih razdaljah, tako da, kar se tega tiče, se mi zdi v Ljubljani podmladek je. Tudi lani, ko v bistvu smo vedeli, da sobote definitivno ne bo zaradi vseh zahtev, ki so bile, smo v bistvu organizirali virtualno različico, ki se jo je udeležilo skoraj 4,000 otrok. Je rezultate oddalo, bila je kot štafetna tekma in nas je v bistvu ta podatek zelo razveselil, torej da je kljub temu, da se ni teklo v živo toliko otrok, se udeležilo tega izziva, maratonskega izziva, no, smo mi temu rekli. Tako da delamo na tem, no, da se vrnemo. No, cel kup problemov smo navedali, ki so lahko tudi rešitve, mogoče pa kvaliteta nad kvantiteto, mogoče pa tu niso problemi, ampak priložnosti. Igor, kaj meniš? Ti si govoril o rekordnih številkah, sicer pa vendarle, je vse rožnato, bo rešilo vse to gor, ali se bo mogli še face truditi pa grist? Ja, mi smo leta 2019 dejansko imeli rekordne številke, tako da smo seveda mislili, da bo 2020 še boljša. Ampak letos, ko smo imeli sestanek našega organizacijskega odbora, sem jaz štartal nekako
z 1000 udeleženci nočnega, tega teka zvečer, pa so me potem moji kolegi prepričali, da ne, to pa je premalo, ne, tako da pri nas je mogoče ena taka zanimiva situacija, ne, da mi dejansko vzgajamo te naše tekače od malih nog naprej, ne, od teh vrtčevskih tekov, ki se prekopicujejo, ki so 1 let stari, pa hodijo, pa padajo, pa se jokajo, pa smejejo. In potem naprej seveda k šolskim tekom in nam se dogaja to, da šolarji nočijo teči na šolskem teku, ker reče, ne, jaz bom šel pa raje na noč, na kaj zvečer. To jim je una neka iniciacija, jim je to. Ne. In imamo tudi zelo veliko Lučanov, ki tečejo sam naš tek. Samo za tega se pripravijo. To je taka seveda neka lokalna zgodba. Imamo zelo veliko privržencev, razmišljamo pa seveda, kaj naprej. No, in to, kar sem prej omenil, ta nek celoletni dogodek, ali kakorkoli, mi se zdaj pogovarjamo, da bomo mogoče šli v projekt, v program Erasmus+, da bi to prijavili kot en mednarodni projekt. Škofja Loka kot občina je tudi del enega združenja zgodovinskih mest, ki se mu reče Duzelaž, ki so tam noter je 28 različnih mestec, zaprav 27, iz vsake države članice EU-ja. Tako da mi imamo nekako te lovke lahko dosti hitro razširimo, po eni strani s temi našimi mesti, s katerimi sodelujemo, po drugi strani pa na bomo poskušali priti na ta nivo šol, tudi tujih šol, se pravi, da organiziramo neke vikend ali pač tudi malo daljše obiske, ki bodo po eni strani seveda izobraževalni, po drugi strani športni, normalno tudi zabavni. In kleno se mi zdi, imamo mogoče malo nekih sladkih skrbi tudi, jaz sem kar optimističen, da skozi to našo lokalnost in to po drugi strani tudi odprtost računam, da bomo ohranjali to število tekačev, ki nekako mislimo, da bi zvečer šlo do 2 jurja, več pa tudi nočemo. Mi, kot si rekel, ne delali bomo na kvaliteti, ne na kvantiteti, tako da če se držimo teh cifer, ki smo, bomo mi zadovoljni. Morda pa lokalno namesto globalno. Aleks, recimo, kaj pa bi ti pridal k temu? Jaz bom tako v svojem razmišljanju, pa zdaj to ni noben izgovor, nič se ne vlečem ven, ampak dejstvo je, da jaz ne pripadam generaciji milenijcev in bom čisto odkrito priznal, da jih tudi ne razumem. Ne, da jih ne poskušam, ne razumem, se jih tudi normalno ne morem razumeti, ampak to govorim samo zaradi tega, ker moje razmišljanje zagotovo težko vključuje komponento milenijce. Zagotovo pa vem, da je v informacijski tehnologiji neka rešitev. Zdaj, kako jih motivirati, ne vem. Jaz bi rekel tako, enkrat sem midva celo o tem pogovarjala, jaz bi rekel, če analiziram, ne bi se toliko ukvarjal z količino, z masovnostjo prireditev, ker imam občutek ali pa izkušnje mi govorijo, zdaj, seveda, po eni strani jaz nisem točno iz tekaškega sveta, sem pa iz športnega event managementa, tako da si vendarle upam soditi na zadeve. Masovnost je odvisna malce tudi od modernosti in zdajle, glede na to, da je v tem času COVID-a prišlo do nekakšne akumulacije, vsaj v srednjem sloju sredstev na banki, da so si lahko ljudje kupovali bicikle po 3, 4, 5 jurjev, pa še več, je tudi ta šmensi-fancy element zraven, ker če ima sosed za 3, ga bo jaz kupil za 4, pa uni naslednji ga bo za 5 in pol pa, ko grem na drugo turo, me povlečajo na UKC, na urgenco, ker mi je srce šlo. Tako da jaz mislim, da eno jedro tekaško vendarle ostaja. Zakaj mislim tako? Sodim čisto enostavno po številu prijav, ki ostajajo na Kraškem maratonu skozi 3 leta in mislim, da bi se z njimi morali ukvarjati. Namreč moja cena je tudi v tem, da vsaj nas 6 prirediteljev, ki smo tukaj, imamo vsi eno fenomenalno sceno. Zdaj, morda
ko živiš v svojem kraju, je niti ne vidiš, ampak za mene je Panonska nižina lepa, da se razumemo, Marko, to ni kompliment, tako brez veze. Za mene je Ljubljana kot mesto, čeprav ne živim tam, da ne bom delal reklamo Zoranu, najlepše mesto na svetu, zagotovo. Bled, Škofja Loka, o obali sploh ne bom zgubljal besed, ker zagotovo že sam element obale privleče en kup ljudi. Kaj jim pa lahko damo zraven? Vse pravim. Ne vem, vem pa nekaj, da razlika recimo med Ljubljanskim maratonom pa med našimi manjšimi je v tem, karkoli bomo šli delati na kvaliteti, to stane. Hočeš, nočeš, stane. In potem si prisiljen v to cost-benefit analizo in če nimaš res dobrih sponzorjev, ne vem kaj, ta izračun se zelo težko izide. Seveda, jaz imam, govorim se prvi sebi tukaj, imam tudi tale element javnosti, javni zavod, vendarle je tudi neki javni interes. Zdaj, recimo, mi smo znani po tem, da štart cilj imamo v Sežani. Zdaj se mi pojavlja možnost imeti štart cilj v Lipici. Lipica je še ena fenomenalna scena, vendar se potem to premakne iz Sežane. Ali je to v redu ali ne? To bo še stvar debat. Vendar po drugi strani se mi pojavlja sponzor. Obstaja tudi neko načelo povezovanja znotraj lokalne skupnosti. Konec koncev Lipica je del sežanske občine. Tako dalje, govorim samo o razmišljanju. Tako da ena rešitev, ki že nekaj časa, ki že vsa ta 3 leta tli tam od zadaj, je povezovanje teh manjših tekov. Za mene je ta hashtag serijsko najboljši non-stop mi tukaj kljuva. In prej z tega bo treba sprožiti. Ker se mi zdi res za te manjše organizatorje fenomenalna ponudba. Pa še ena zadeva bi rekel, jaz mislim, da se bomo vsaj mi manjši morali bolj sfokusirati na število tekačev na krajše proge. Ker tekačev na dolge proge imajo res ta samo športni element, izključno, in zagotovo, mislim, če bi jaz lahko, ne morem, ampak če bi lahko organiziral klasičen maraton, mislim, če se mora nekdo odločiti med Ljubljanskim maratonom pa hipotetično Kraškim maratonom, verjetno ni dileme. In tudi bi bilo brez veze, da si eni drugemu spodjedemo te zadeve. Zanimivo razmišljanje, zelo lepo, nakazal si par stvari, jih bom izpostavil. Malo kasneje sem, da Igor je dvignil roko, še bi nekaj dodal. Ja, jaz sem prej pozabil povedati, nam se zelo fajn izkaže sodelovanje s športnimi pedagogi. Mi imamo recimo zdaj že, mislim, da 5 ali 6 let zapored je bila pri nas najmnožičnejša skupina na nočnem teku gimnazijci. Prišlo jih je med 100 in 120. Zato, ker je tam ena športna pedagoginja, ki jih zmotivira, ki z njimi jih tudi organizira priprave, mislim tako, pod narekovaji. Tako da ta del je za množičnost oziroma za to, da ti privabiš, dobro, govorim bolj o lokalcih, ampak mislim, nam se kaže to zelo pomembno. Imamo izjemne odnose s športnimi pedagogi, tako na osnovnošolskem kot na srednješolskem nivoju. No, tole, spoštovane, tole si boste želeli poslušati, pogledati še enkrat, saj jaz si bom, zdajle so moji cenjeni gostje dali tokenih idej, pa iztočen, zdaj jih bom sam uporabil na nočni desetki, tradicijo iz Radencev, pa množičnost iz Ljubljane, pa inovativne lokalne pristope Škofje Loke, jasno, pa kakšnega konja z Lipice, ne hecam se, malo kraške burje, pa jasno mladost iz obale, pa imam vrhunsko prireditev, know-how je ogromno tam zunaj, vse to združiti v eni prireditvi je najbrž nemogoče, zato smo si malo različni, pa zato po svoje zanimivi. Zdaj bi jaz prosil, spoštovani in spoštovana, na kratko, mogoče ljudem so marsikaj povedali, ampak dajmo zdaj v kratkih alinejah vsak združiti, kateri bombončki, ali pa bombonjere, ali pa najboljše stvari, ki jih letos lahko pričakujejo na naših prireditvah, ti tekači, ki zdaj to poslušajo in gledajo, lahko pričakujejo. Kaj dobrega, kaj novega, kaj posebnega izčaka
da se mora na vsak način po tem ogledu potem prijaviti. In še, seveda, dokdaj se lahko prijavijo. Simon. Jaz bi vse lepo povabil v slovensko Istro 10. aprila. Letos mislim, da smo dali največji poudarek na trase, se pravi, letošnji maraton bo imel največjo, komponento še turistično, ker gremo skozi, se pravi, po Strunjanskih solinah, okoli lagune. To je, mislim, da unikum v Sloveniji, lepo po utrjenih nasipih tega krajinskega parka Strunjan. To je za tiste, ki se boste uspeli prijaviti na 42, pripraviti. Za tiste na manjše razdalje smo pa pripravili, se pravi, retro trasa 10, kot je bila na prvem istrskem maratonu, tako da če si želite to probati, vabljeni. 21 pa je, kot je bila na 4, tako da tudi back in time, ne, če kdo hoče podoživeti, primerjati čas prej, zdaj, koliko nas je te 2 leti kavča prizadelo, ne, vabljeni. Tako da do 24. marca se lahko prijavite, vse informacije na spletni strani. Evo. Top. Barbara, pohod, Wings for Life, ne vem, kaj še vse, govori. Ja, v bistvu pohod pri nas oziroma tek trojk je trodnevna prireditev. Mi v bistvu začnemo že v četrtek, 5. maja, z pohodi vrtčevskih otrok. Nadaljujemo v petek, ko so pohodi osnovnošolcev in srednješolcev, in zaključujemo to prireditev v soboto, ko imamo v dopoldanskem času vse teke trojk, torej za šolarje na 3 kilometre, letos tudi s posebno kategorijo profesorjev, ki so vsakič izrazili željo. Potem pa so še teki na 12,5, trojke na 12,5 in pa na 29 kilometrov. V bistvu v tem segmentu se praktično pri nas letos nič ne menja. Obdržimo standardne trase, šolarji iz Livade, ostali štart na Mestnem trgu, eni v bistvu 12 takoj na Golovec, 29 pa malo kasneje. Potem pa seveda tudi standardni program, ki to prireditev zaokrožuje, to je Partizanski pevski zbor, ki že nekaj časa ni bil slišan na Kongresnem trgu, in pa verjetno še kakšen koncert, to bo še stvar debate. Prijavnina oziroma je simbolična, 10 € na trojko, prijave pa predvidoma odprte v tem tednu oziroma zdaj v marcu in trajale bodo do 20. aprila. Kar se pa tiče Wingsa, smo pa v bistvu, nismo organizatorji, smo izvajalci. Tukaj pa v bistvu se tudi format prireditve ostaja enak, kot je bil, torej 8. maja, štart ob 13. uri po slovenskem času, oziroma v drugih krajih nekoliko drugače. Je pa letos v bistvu Ljubljana ena od 8 krajev, kjer se bo Wings for Life odvijal. Včasih je bilo to vse povsod, zdaj so to skrčili na 8. Vendar tudi tukaj v bistvu se kaže, ne bom rekla upad, lahko da se to še dvigne, je do zdaj prijavljenih le 540 tekmovalcev, kar se meni zdi kar malo. Nekoliko se je spremenil, ne bom rekla format prireditve, tle v bistvu še zmeraj gre za dobrodelno prireditev oziroma za iskanje zdravila za pomoč pri poškodbah hrbtenjače. Je pa včasih bila zahteva, da je proga dolga vsaj 100 kilometrov, zdaj se je to spremenilo, v bistvu je dovolj, da imaš progo 75 kilometrov, ker so tudi nekoliko pospešili hitrost avtomobila, ki štarta pol ure za tekači, tako da predvidevajo, da bo neke povprečne tekače lahko ujel že po 5 kilometrih, tiste ta boljše pa nekje do 60 kilometra. Tako da jaz upam, da se vse izpelje tako, kot se mora, da v bistvu je dejansko zdaj obdobje, ko se bo stvar sprostila in se tekači lahko spet vrnejo na pota teka. Tako da, evo, to bi jaz smela. Je pa res, da lahko omenim, da v bistvu to nista naši 2 edini prireditvi. Mi bomo v bistvu letos štartali s 13. maratonom,
ki ga v bistvu sami izvajamo oziroma organiziramo v mesecu aprilu. 23. aprila lahko vse povabim v Tivoli, tudi to smo že prijave odprli, da se v bistvu pomerijo v 8-urnem teku po Tivoliju, ki je hkrati tudi dobrodelen, saj se zbira denar za pomoč ustanovi otroku z rakom. Tako da vabljeni v Ljubljano. Top. Marko, pariraj, prosim. Kaj imate vi? 40, državno prvenstvo, nora proga v 2 krogih, kar je meni bolj všeč. Kaj še? Brez komarjev, brez vročine. Ja, s komarji smo se zdelali nekako, ja, to je res. Ja, kot rečeno, proga letos spet v 2 krogih. V Avstrijo letos ne gremo, ne toliko zaradi korone, ampak zato, ker so župani pred volitvami se odločili delati ceste, predvsem v Gornji Radgoni, in dejansko ne moremo zapreti edine povezave z Avstrijo. Tako da smo bili tudi zaradi tega primorani nazaj v stare 2 kroga. Iz istega razloga bosta najverjetneje tudi stari 2 progi na 5 in pa 10 km, se pravi Back to the Future. Zdaj, kot glavno nekako za to 40-ko pa bilo je že danes omenjeno Zero Waste zadeva, ne. Dejansko smo se povezali z Ekologi brez meja, ki so edini, ki dajejo ta certifikat v Sloveniji in tako dalje, in bomo letos pač se zavedamo, da ne bomo mogli iti v Zero Waste, oziroma da prvo leto je to nemogoče, ampak smo na tej poti, da gremo proti temu. Gre za to, da se pač čim več te plastike zbere in se seveda ponovno uporabi. Tako da to so nekako letošnje zadeve, ki smo se jih lotili, oziroma nekako v čas 40-letnici gledamo širše, se pravi nekako ekološko, z ekološkim zavedanjem, nekako na ta način se tudi nekako približati tekačem, kot seveda tudi naravi. To so nekako glavne stvari 40. maratona. Zdaj, ta koncert bo tudi format, bo malenkost spremenjen, ne bo več istega klasičnega večernega koncerta, ampak bo bolj vse prilagojeno samim tekačem. Nekaj teh glasbenih zadev bo med samimi teki oziroma med podelitvami, ja, tudi med teki, ja, konec koncev. Otroški teki ostajajo, tu pričakujem vsako leto 1000 do 1300 otrok, kar je za ene Radence, kjer je 3000 ljudi, mislim, da fenomenalno, ne. To so dejansko te zadeve za 40. Lepo povedano. Zdaj, Aleks, kaj bo? Namesto prvega vozila bo jezdec na lipicancu, na koncu bojo rezali salamo. Povej mi, kaj se pa na Krasu danes dogaja letos novega? Ocenjevali bomo najlepši kas, tisti, ki najlepši reče. To, evo, vidiš. Bom povedal, česa letos ne bomo nudili. To je zagotovo mrzla burja. Upam, da samo svež vetrc zjutraj, drugače pa tek je tokrat izjemoma 5. junija zjutraj, ura bo še objavljena, prijave najkasneje do 26. maja. Prosili bomo tudi vse tiste, ki so že prijavljeni, da samo osvežijo svojo prijavo. Tiste, ki so naši spremljevalci že toliko časa, čakajo tudi še dodatne male pozornosti, ki jih bodo deležni. Mislim, da tudi letos ne bo izostala jota, ki jo ne bomo servirali več tako vroče, ampak še zmeraj bo to osvežilno, ker je vendarle tipična kraška jed in ne bi hoteli od tega odstopiti. Drugače pa trase so pa poleg 21. in kraške 10. bomo letos tudi ponudili petico. V popoldanskem času pa tudi klasično, tako kot vsi otroške teke, in moram reči, da tudi v Sežani je ta številka bila do zdaj zelo visoka, okoli 900 smo imeli teh otrok,
in smo bili zelo, zelo zadovoljni z izvedbo. Tako da, evo, drugih posebnosti zdaj v tem trenutku nimam, ampak mislim, da sem čisto dovolj povedal. Kasači pa lahko naredijo posebno kategorijo. Vidiš, evo, to. Kdaj boste spet, spoštovane, lahko šli junija na Mali kraški maraton? Ja, tudi lani ste šli lahko enkrat in dinkrat na dnevno nočno 10, recimo na Bled. Kdor ni bil, nima te kljukce. Kaj pa v Škofji Loki, Igor, veliko si že povedal, ampak povej mi tiste najpomembnejše stvari, zaradi česar pa res nobeden ne bi želel zamuditi te izjemne dogodivščine 10. teka 4 mostov. Ja, seveda smo precej razmišljali o tem. Vsak tekač bo dobil posebno tekaško majico z nekim jubilejnim logotipom in tudi ne samo logotip, pač pa posebna grafika. Tako da to bo res za spominsko in seveda tudi za uporabljati. Potem bomo vsakemu udeležencu dali tudi zelo lepo potiskan plastični kozarec, pravi kvalitetne, kakovostne plastike, ki bo seveda za večkratno uporabo, kozarec, ki ga bodo potem lahko uporabili tudi zvečer, ko bodo šli po pivo ali pa kakšen drug napitek. Tako da tudi skupaj Škofjo Loko z občino se pogovarjamo, da bomo tudi gostince, ki bodo takrat, ki so na mestnem trgu, da bodo ponudili, se pravi, pijačo v tej plastiki, ki je pralna, ki je pač itak ne moramo več uporabljati plastike za enkratno uporabo. Požrebali bomo eno vrhunsko športno uro. Uvedli bomo tudi vmesni čas na 7. kilometru. Tam se nekako vidi tisti, kdor bo, skratka, vmesni čas je, mislim, da je kar pomemben. Tudi digitalizacijo bomo nekaj naredili, skratka, računamo, da bi nekdo z električnim kolesom bil tam nekje spredaj, pa potem tudi na sredini, da bi imeli live stream, da bomo to potem prenašali preko Facebooka in tudi na zaslone na mestnem trgu. Za marsikoga so razglasitve absolutno predolge, mi smo zdaj nekaj bomo inovativnega probali letos, da bo to krajše. Kot rečeno, ta pohod za podpornike teka 4 mostov na 5 kilometrov, to bomo dobili vsak, ki bo prišel, bo dobil nogavičke. Potem imamo spet te naše junake 3. nadstropja, se pravi otroke z rakom. Mi imamo dosti močno skupino, ki je pri nas v Škofji Loki, tudi predsednica društva junakov 3. nadstropja, je Škofjeločanka. Tako da spet bomo imeli te naše junake na dopoldanskem teku. Veliko sem že povedal za to, ki je tudi Marko omenil, Zero Waste. Mi dejansko smo že zelo veliko na tem naredili in bomo še ravno, ena od teh stvari so te plastični kozarci z večkratno uporabo, ki bomo tudi gostince nekako spodbudili, da jih uporabijo. Pa glede na to, kar je Aleks rekel za joto, mi pa ostajamo na našem hamburgerju lokalnem, s tem, da ga bomo tudi malo odebelili, zboljšali, dodali bomo še kakšno zelenjavo. Tako da, evo, to so te naši letošnji zeleni mostovi, 10. ponovitev. Perfektno. No, Marko Roblek, zdaj pa še vaše mnenje. Nekako nočno 10 malo zapostavljamo, tako da prosim še vi povejte kaj. Kako bo leto 2022 zaznamovalo nočno 10, 12? Tole? 16, pardon, 16. Vem, da, hvala, Marko. Ni okrogla, pardon. Je, 6, je malo. Ja. Ko smo bili še mladi, smo organizirali 12, zdaj smo na 16. Hvala, Marko, da si prevzel pobudo in si mi po 1 uri, ko sem bil lahko malo tih, vendarle dal in izziv. Kaj bo na Bledu letos novega? Samo 2 stvari. Štart 10 je ob 9, kontra tradiciji gremo, kremšnite bodo, ja.
mogoče jih bojo malo manjše, ker ni denarja toliko že naprej povem, da ne bo pol slabe volje. Bo pa žurka toliko daljša lahko, ker je prej žurka, poklicali bomo policijo v Škofjo Loko, ker pa je v silijo, da podaljšate prireditev, pri nas to zadevo delajo ravno na obratni smeri, ne vem zakaj, bom rekel, naj se malo posvetujejo in to je to. No. Če pa bi lahko, če bi imeli neomejeno sredstvo, pa birokratskih zapletov, bi pa jaz naredil pontonski most do osvetljen, jasno, do otoka, pa tam cilj, pa ognjemet, pa elektrik reparti do jutra, jasno, to je to. To bi bila ta prava nočna desetka, ampak to je zdaj poziv sponzorjem, ki to poslušajo. Ampak če sem že začel tako lepo, če bi bil sky the limit, če ne bi bilo omejitev finančnih, prostorskih in drugih, kakšna bi bila pa vaša idealna prireditev? Če bi jo lahko naredili, vem, vsi ste vizionarji, entuzijasti, pa če bi rekli, evo, za mojo zapuščino, bom pa dobil zdaj 1 milijon, pa 2 ali pa 3, pa lahko naredim, kar mi je želja pa volja. Marko, kaj bi naredil? Kakšen bi bil maraton v Radencih? Povej mi svojo vizijo najboljšega maratona v Radencih, ker bi, ne vem, padel svetovni rekord, če bi bilo treba. Dobro vprašanje. Neomejeno denarja. Ja, ne vem. Neomejeno denarja. Mogoče bi pa res potegnili kako Panonsko morje nazaj, pa se na obalah še sonči. Drzen, to. Tako. Če je sky limit. Ščuke bi lovili, pa kaj še gor. Itak, normalno. Glej, medalje bi bile takšne, da bi mogel imeti samokolnico, da jo pelješ. Majice bi bile svetleče, da bi šajnale do Ljubljane, pa še naprej. 3 srca bi se svetila do Putina, da bi ga malo spodbudile k pameti. Ja, glej, recimo dirko z roboti, zakaj pa ne? Če imamo že z psički, zakaj pa ne bi še malo umetna inteligenca tekmovala? Bravo. Za nalašč sem dal to vprašanje, ker vem, da vsi razmišljamo o marsičem, kaj bi lahko naredili, pa se marsikdaj neha. Pa vem, tudi recimo malo za šalo, malo za res, včasih kakšna dobra stvar vam pade. Simon, sigurno imaš ti tudi kakšno idejo, kaj bi pa ti naredil na obali, če bi imel to možnost, pa jo zaenkrat nimaš, mogoče jo boš pa kdaj imel. Ja, precej smo razmišljali, da bi zaprli avtocesto, da bi šli po avtocesti proti Portorožu in ob obali nazaj. Evo, nisem. Pa ne vem, če so te milijoni dovolj. To ni tako poklič, pridemo s traktorji. Francoski način. Recimo, evo, vidiš, Aleks, ti imaš tudi kdaj kakšno odbito idejo, kaj bi tam naredil dol? Moram ti reči, da hvala, ker si mi dal toliko časa, ampak viharjenje možganov pri meni se je nekako ustavilo. Ne vem, res obljubim, da bom do naslednjič najdel eno noro idejo. Zdaj je pa, ampak res imam prav blokado možganov. Mogoče pa Boruta Pahora na Lipicancu, ali pa kaj tasga, veš. Dokler je še gospod predsednik, bom iz spoštovanja do njega, ne bom tega komentiral. To sem mislil drug let, ko bom več časa imel. Je pa Borut odtekel že kraški maraton večkrat. To pa je dejstvo. Pozdravljam na tem mestu gospoda predsednika, jasno, in ga vabil na vse naše prireditve. Vem, da je človek od ljudi za ljudi, pa se rad tudi pošali, tako da mislim, da ne bo zameril, da sem ga posadil na to, rekel, žlahno kljuse. Igor, kaj si ti rekel, ti bi pa kaj naredil v Škofji Loki? Ja, mi imamo tudi precej vode, smo že zdaj tečemo preko 9 mostov dejansko, te 4 so taki, ki se malo bolj orank vidijo, je pa še 5 takih manjših. Jaz bi pa verjeten šel v obogatitev programa, se pravi, da bi bilo bistveno več spremljevalnega programa. To, kar smo prej rekli, atrakcija, se mi zdi, da bi tukaj lahko naredili še več, mislim, da bi pač tukaj bil ena dodana vrednost, pa mogoče, da bi skozi finance, ki bi jih imeli,
omogočili, mi že zdaj omogočamo skupaj z Lions in Rotarjem tek slepim in slabovidnim, pa imamo tudi eno tako skupnost za te, ki imajo težave z drogo, tudi oni pridejo, da bi morda tem ranljivim skupinam omogočili še pač en tak dogodek, pa morda, da bi naredili cel vikend, da bi bil to vikend dogodek, se pravi tudi z nedeljo. Začnemo že v petek, pa potem končamo v nedeljo kot en run and fun weekend, tako kot ga tudi v bistvu ponujamo kot paket turistom, ki bi prišli ne samo teč, ampak tudi kaj zraven še pogledati, uživati, se kaj naučiti, vključiti tudi naš grad, muzej, srednjeveškost, ki jo imamo, tako da tukaj vidim, da je to. Če povzamem, želiš si župana Škofje Loke Radinjo v srednjeveški upravi odteč tek 4 mostov, je tako, a ne? To je pa že naredil. To že imamo, to je že kljukica. Pa rikverc. A vidiš, včasih so ideje zdijo odbite, pa so na koncu čist možne, ne Barbara, recimo zipline iz gradu, ker se župan pripelje ali pa kaj takega, ne vem. Spet govorimo o tem, kaj vse bi bilo možno, če bi bilo neomejeno možnosti. Ja, neomejeno možnosti glih pri organizaciji velikih prireditev nimaš, ne. Sem vedel, da Barbara, prosti, ki prekinjam, glas razuma, smo pa rekli, Barbara Železnik prizemlji, še vse tako visoko leteče ideje, nazaj na realno stanje, zdaj pa izvoli, prosim. Ne, ni tukaj prizemlji, stvar je, da se človek rad poheca, pa kaj takega naredi, ampak kakorkoli, take prireditve morajo biti varne, prijazne, ne smejo ogrožati zdravja udeležencev. V Ljubljani pač na Ljubljanskem maratonu si neke prav ekstravagantnosti ne bi mogli privoščiti, ne. Kljub temu imamo znak Svetovne atletske zveze, ki pač dopušča neke stvari, da se izvedejo v mejah normalnosti. Mi kljub temu vsako leto stremimo k temu, da bi z neko noviteto pač izboljšali prireditev. Zdi se mi, da nam to kar uspeva, dejansko z več denarja bi pa verjetno pogledali malo čez mejo oziroma malo več vložili v promocijo maratona v tujini, digitalizacijo, ker se nam zdi, da tukaj v bistvu na tem področju nam pa še nekaj manjka, Edino tako bomo v bistvu vstopali v domove v tujini, kjer v bistvu zdaj očitno še ne pridemo oziroma nismo dovolj privlačni, da bi tujci zahajali tudi v Ljubljano. Čeprav moram kakorkoli se pohvaliti, ne glede na korono smo lani imeli, da se reče procent tujih tekačev v enakem odstotku kot vse ostale prireditve. Pač toliko manj je bilo, ampak odstotek tujcev je kljub temu ostal enak. Tako da nam je želja pač, da nekako pokukamo v te tuje domove oziroma postanemo del tega tekaškega turizma oziroma privabimo te skupine tudi na naš maraton in poskusimo na ta način pač dvigniti udeležbo. Tako, lepo si to povedala, Barbara. Ja, Marko. Samo midva smo neresna. Ja, midva sva pač človeka. Neresno, to je v imenu. To je v imenu. Že v imenu. Ja, ta vložek se nama ni posrečil, Marko, ja. Na koncu so nama povedali, da najne ideje pač niso dovolj varne. Hecam se, hecam se, Barbara. Še zmer, dokler ima nasmešek, Barbara, je to še vse v redu. Ja. Vmes nas pozdravlja seveda tudi Niko Rakovec, ki ga poznate. Ja, očitno je prej slišal, da smo se pogovarjali o denarju, pa se že vdinja, da bi rad vodil na naše prireditve. Niko, živjo, denarja ni to, kar ti misliš, ja, lahko pa prideš voditi. Ja. Tako, veseli te bomo. Sigurno je kakšna stvar ali pa dve, ki vas pri organizaciji vaših prireditev najbolj moti. Ali je to birokracija, papirologija, ne vem, mogoče lokalno okolje na kakšnem delu, ki se ne strinja s tem,
Kaj pa vem, a ne, mogoče visoke cene, ne vem, komunalnih storitev, ali pa kaj drugega, no, ne vem, Aleks. Birokracija, absolutno. Jaz dobim urtikarije, ko moram sam pripraviti elaborat, govorim, ko moramo v zavodu sami pripraviti elaborat, zato da ti nekdo pritisne žig, pa zaračuna 4-mestno številko, ne. To res dobim urtikarije, ampak čim kaj začneš protestirati, potem se te postopki še malce produžijo, ne, podaljšajo, in pa kar naenkrat pride en kup problemov za pridobitev dovoljenja in tako dalje in tako dalje. Tako da to mene, res imam pa res kratek vžgalnik. Simon, ti mogoče drugače gledaš, si na vrhu te prireditve šele zadnjih leto pa pol. Kaj pa tebe mogoče moti, imaš iste težave ali kaj drugega vidiš kot problem, ki bi se ga mogoče raje znebil pa delal kaj drugega vsebinskega? Kot jaz, mene najbolj motijo recimo neke hipne spremembe, kot se nam recimo ravno kar zgodila prekategorizacija ceste iz občinske v državno, recimo z današnjim dnem se pravi mestni občini Koper. In se pravi, takoj nam lahko podre oziroma te časovnice, ne, se pravi, pravila so drugačna. Prav to, ker mi moramo vsaj imeti neko konstantno, da veš, da pač tiste par mesecev zdaj bo pa tako, ne. In se mi zdi, da pri nas določene stvari rabijo res ogromno časa, nekatere stvari pa se zelo hitro lahko spremenijo. Mislim, mi take stvari izvemo par dni prej in potem vse na glavo, ne. Mislim, sej ne pričakujem, da bo mene zdaj direkcija rekla, aha, je maraton, počakamo 2 meseca, ne, ampak tako pač neko prehodno obdobje, recimo, ne, ker predpisi pa začnejo veljati takoj, ne. Bravo. Marko, če bi lahko, no, mi kot smo, pa to sem hotel načeti, ampak če smo že pred temi kot združenje, smo vsi v Združenju rekreativnih tekov pod Atletsko zvezo, pa če bi imeli možnost, da bi vplivali na kaj pa bi s tvoje strani, če tvoj pogled lahko vplivali. Ravno to, da je preveč vseh žali bog predpisov, ki so v prvi vrsti seveda namenjeni varnosti in udobju tekačev, pa vendarle včasih neživljenjski ali kaj drugega. Dobro, jaz te predpise in vso tisto solato, ki jo pač moramo zbrati, gledam dejansko kot neka varnost organizatorja. In dejansko z vsemi temi podpisi izvajalcev in vsem tem šmornom, ko ga moramo zbrati skupaj, dejansko ščitimo sami sebi rit, ne, tako po domače rečeno. Tako da, ja, načeloma tu pri tem, vsaj do zdaj, razen tistih par potapljačev, ki jih pač vsako leto moramo imeti v reki Muri, ker je to pač izredno nevarna zadeva, ne, ker most drugače nima uporabnega dovoljenja, da bi lahko ljudje hodili prek, ne. Malo sarkazma, ne. Nekih drugih takih zadev, hvala Bogu, recimo nimam, no. Nimamo, ne, saj se razumemo. Mene bolj moti oziroma to stalno igračkanje, preigravanje, preračunavanje številk, če ti dejansko sploh prireditev gre skozi, ne. Sploh zdaj pri neki okrogli obletnici, po 2 letih, ko te ni, ko dobivaš ponudbe 30-40% višje, kot so bile do zdaj, dejansko se mi je v preteklih 14 dnevih temnilo pred očmi, ne. In predvsem ta psihoza glede sploh izvedbe, kakšna bo, kakšno si lahko privoščimo. Konec koncev, kaj sploh lahko tekaču damo, ker konec koncev tekač je glaven, ne mi organizatorji, ne. Ampak mi delamo za tekače, ne. Ko pol seštevaš tiste cente sem in tja, da bi vsaj eno leto bilo tisto, ja, okej, glej, to bomo naredili, stane, kaj stane, pač bomo dali denar, ne. Ta del je meni pri vsej tej organizaciji najbolj, recimo, me zagrize v srce, da pač enostavno ne moreš tega narediti, kaj bi rad, ne. Da je vedno neka ročna odzadaj, vedno sam sebe zapiraš, cenzuriraš, ta del mi gre tako rahlo, zdaj po 12 letih, 12 plus 2, pošteno na jedra, no.
da bi to se dalo lepo tako v sproščenem vzdušju, res v veselje vseh tekačev, vseh organizatorjev, vse lokalne skupnosti, da bi se to res v to dobro nekako speljalo, to bi bil balzam. Ja, vsi smo zdaj malo pokukali svoje srce in pomislili, kako bi bilo to lepo. Aleks je vmes dvignil roko. Ja, sem hotel samo dodati to, da upam, da nisem bil narobe razumljen. Jaz nimam nič proti regulaciji, celo glavni podpornik tega sem, da so stvari regulirane v življenju, da so vsi predpisi življenjski, dobro, to je druga stvar, ampak da so stvari zelo precizno dorečene. Jaz si tudi ne predstavljam prireditve, ki bi dovoljevala, da ni prisotna zdravniška služba. Mislim, o tem sploh ne govorim. Jaz govorim o tem, da moram plačati 4-mestno številko nekomu, ki potrebuje točno 5 minut, zato da mi pritisne žig in je vrednost tistega dela, ki mi ga zaračuna, nenormalna. Oziroma, jaz rečem temu vojno dobičkarstvo. To meni pa res ortikarje povzroča. Mislim, tle se ti čisto pridružujem, jaz bom pa kar na glas povedal, meni gre pa fejst najetra ta regulacija, posebej zaradi tega, ker 15 let nazaj sem nesel 5 papirčkov na pravno enoto, danes pa nesem fascikel pa pol, pa še gospa najdejo 2 vejci narobe postavljeni. Ampak lepo pozdravljam, se zaposlene na UE Radovljica, kaj pa se kmalu vidimo, jasno, seveda, in bomo spet kakšno rekli. Barbara, tebe tudi kaj moti gotovo, na vse zadnje si v mestu, ki je največje v tej naši prelepi državici in najbrž tudi najbolj regulirano in tečno, kar se tega tiče, ali pač ne? Ja, tukaj mogoče imamo pa mi srečo, ker v bistvu Ljubljana, kakorkoli in župan dihata s tem maratonom, tako da tukaj imamo podporo in mestne občine Ljubljana in seveda njenih služb. Mogoče tudi punce malo lažje s temi papirji urejamo stvari, oziroma imamo malo več potrpljenja kot fantje. Dober namik, hvala. Kar se tiče birokracije, pri nas ni težav, kakor sem pa tudi že rekla, dejansko je posluh mestne občine, to je le njena, da se reče, prireditev. Mi smo izvajalci in nam prisluhnejo in nam pomagajo, tako da kar se tega tiče, jaz bi se na tem mestu jim lepo zahvalila in res hvala za pomoč. Je pa res, kot je Marko rekel, dejansko je v teh časih že prej bil in pa zdaj še toliko večji problem s sponzorji oziroma financiranjem teh prireditev. Tisti stalni tudi nam stojijo ob strani, s tem ni težav, da bi pa na nek način pridobili neke nove oziroma da bi bil prav interes sponzorjev, da vstopajo v tek, pa ga dejansko ni. Nismo privlačni do te mere, da bi v bistvu investirali v naše prireditve, s tem se pa tudi jaz strinjam. Ampak vse ostalo pa nam kar gre v Ljubljani. Če temu lahko pridam samo en stavek, ker jaz sem pribeleženo, da bi lahko kakšno rekel, ampak ga to naredili svojo oddajo. Zakaj? V času rekordne gospodarske rasti v zadnjih 2 letih, pa akumulacije nekih sredstev na raznih, in v podjetjih in v državnih podjetjih, ki so namenjena za promocijo pa tudi športa, nekako ne najdemo pravih poti do pravih vrat, prav mi organizatorji, ki se zadnje 2 leti pač pobijamo, da naše prireditve ohranjamo žive. Ja, tudi tle imamo po mojem vsi problem, ali pač ne, ampak se pravim, te teme sploh ne bom odpiral, ker je že 20:08 in parih je že nestrpnih, kaj bomo za konc naredili, kjer bomo zapeli skupaj, tako da, Igor, ti mi še povej, kaj pa tebi gre mogoče malo na živce pri sami organizaciji, pa bi se veseljem se tega znebil. Kot so že moji predhodniki povedali, sigurno ta birokracija, čeprav nam gre tudi kar precej nasprot, imamo zelo dobre, v bistvu nam povejo nam na upravni enoti, da smo najboljši organizatorji in da najbolj vse pripravimo, tako da tukaj imamo tudi kar srečo, po drugi strani pa pač delamo korektno, z njimi se delamo vsi sigurno, samo eni se pač malo več smišljujejo kot drugi, tudi pri nas
je vsak let kakšen papir več, ne, kot si ti rekel, Marko, začeli smo s 5, zdaj smo pa na 50, ne. Finance tudi zagotovo so vedno nekje v zadnji, ne, veš, da si ne moreš čisto vsega privoščiti, hkrati pa vsi, ki jih najemaš, ne, vsi, ki pridejo delati, pa svoje dobijo, ne. Tako da to je ena taka bolečina, pa mogoče tudi čist v meni, da sem morda po eni strani malo control freak, po drugi strani pa sem kot odgovoren, mogoče malo premajhno ekipo, ki bi bila skozi z mano in potem preveč je na mojih ramenih, kar pomeni, da seveda stvari niso upravljene 100%, zdaj, ali to zato, ker ne znam delegirati, ali zato, ker vem, da so pač prostovoljci, prosiš jih, če lahko ti pridejo pomagati, ne moreš pa jasno zahtevati od nobenega, bodi tam takrat pa naredi to. Tako da seveda se potem v zadnjih 14 dneh ali pa 3 tednih zelo malo spanja, ker je ogromno dela, ki bi ga mogoče z boljšo organizacijo lahko speljal drugače. Tako da to je tudi ena od stvari, te naslednji 5 letki, profesionalizacija našega društva z pač nekimi dodatnimi močmi, kar bi dejansko zelo pomagali meni in dogodku in mestu in skupnosti, da bi bili še boljši. Tudi tle smo se vsi malo zamislili, v tem, kar Igor zelo dobro, pa več punc rabiš organizacije, se je rekla Barbara, imajo več potrpljenja, ne? Pa tudi nisi skozi mlajši, pa meni tudi grejo skozi bolj stvari, ki včasih niso šle na živce, zdaj vedno bolj, ampak pišem si, sprot pišem, kar Barbara govori, pa tudi vsi ostali, jasno, to bo, letos bo vrhunska prireditev, tudi naša, Proti koncu gremo tega pogovora, 47 tavžen točno ste dali, res zanimive teme za debatirati, tekače najbrž vse tole zanima, ampak zanima jih pa tudi, če ste, dragi in draga, vaše trase vaših tekov, kdaj v življenju tudi pretekli, bog ne daj prehodili ali pa s kolesom prevozili, zato ker občutek, kako je, če tečeš recimo v Škofji Loki, v Radencih, čez Muro, pa dol mimo Lipice ali pa na Jagodje, da ne rečem čez Kongresni trg po preprogi, A ste si vzeli ta čas pa na Bruselj pete in šli preveriti, kaj sploh ponujate tekačem, kakšno materijo jim prodajate in zakaj bi potem tako radi sploh prišli? Barbara, ki se nasmiha tam spodaj, ti vem, da si tekačica, zdaj, prosim. Ne, nažalost nisem pretekla, to bo po moje ostala moja neizpolnjena želja. Mogoče izven prireditve, nisem ne prireditvi, veš? Izven prireditve v bistvu na maratonu točno dotične trase ne, po kilometrih sicer pa v času maratona v bistvu naredim svoj maraton v 2 dneh. Kar se tiče teka trojk, pa v bistvu dejansko enkrat sem ne točen to, ker je bil pač štart drugje, včasih tekla sem mislim, da so bile tudi trojke na 12 km, vendar je bil štart na Urhu, in končal se je v bistvu takrat še na Slovenski cesti pred Metalko. Tam je bil cilj vseh teh trojkarskih tekov, tako da 12, ne pa v tej trasi, kot je, oziroma po teh ulicah, kot se danes teče. Tako da ne vem, a mi bo kdaj, mogoče izven prireditve uspelo preteči, med samo prireditvijo pa verjetno, nažalost, nikoli. No, izven prireditve imaš cel let časa, ali pa v penzionu, pa tudi na prireditvi, ni problema. Tako, vse ti bom poklical, pa bova šla spet. Prav. No, zdaj spostavlja letvico fantom, tamle zdaj, kdo se je ta prvi javil, škjer ga spravimo za drego. Aleks, vem, da si ti bolj z fuzbala, fuzbaleri tudi veliko tečejo, daj nekaj, povej mi, koliko si, kdaj si kaj, mogoče kaj potrimčkov tam dol v krasi. Takoj si se spravil name. Če si rekel, da rabiš malo časa za hitro odgovarjati. Ne, jaz se bom kar
s pepelo posul, od teku res nisem, tek žal ni bil del mojega življenja, to moram priznati. Jaz bil sem 20 let aktivni športnik, kar na, bom rekel, takem nivoju v rokometu, funkcionarski del je v nogometu, direktorski del je pa zdaj v teku. Poznam pa traso, vse 3 trase, oziroma 2, ker 2 teka poteka sta po isti trasi, poznam v nulo. Večino sem jo prehodil, nekaj sem jo prevozil, je pa drugače to trasa, ki jo jaz v življenju dostikrat odvozim, no, bom rekel, poznam jo zaradi tega, ker Bazovica, pa Padriče, to so vasi, slovenske vasi na italijanski strani, ki so vezane na del mojega življenja, tako da odlično poznam te prostore. Poznal bi tudi kakšno krajšnico, če bi tekel, pa tudi bi vedel, kje me sodniki ne bi videli, pa tako dalje. Aha, dobro, samo organizator ve. Tekači ne vedo, bravo. Kaj pa ti, Igor? Evo. Jaz sem leta 2012, ko smo imeli prvi tek, sem napisal blog, ki sem ga naslovil Ne tečem, organiziran. Tek res ni moj, sem pa seveda progo prekolesaril. Prehoditi v bistvu niti ne moš, ker nekaj delov vmes je takih, ki sploh niso dovoljeni za peš hojo, ker imamo pač eno državno cesto in zmanjka pločnika. Bi seveda lahko malo, če bi prekršil pravila, ampak ja, smo seveda šli velikrat skozi po delih, pa tudi takrat, ko smo začeli, pa tudi potem, ker mi smo imeli na začetku malo drugačno progo, kot pol, se ti veš, Marko, ki si odlaufal, na začetku smo šli v vojašnico, potem smo pa to malo drugače naredili, tako da ja, seveda, pa dobro naših 10 km, pa še to je 4+6, kar pomeni, da ni tako težko, Mislim, bom komentiral na koncu, ja. Se še nisem odločil, ker je mi najljubša. Marko, kaj pa ti? No, jaz pa moram priznati, da pa eno progo sem pretekel. To sredi maratona, v bistvu zadnjega, tega, ki smo ga organizirali, 19. leta, se pravi 39. sem otekel 300 metrov z mojim sinčkom, se pravi na otroškem teku. In se torej očitno lahko med redkimi pohvalim, ki sem svojo progo pretekel, oziroma progo na lastnem maratonu. Gledaš kot ena veverička, ja? No, ja. Ja. Bravo. Si rekel, si omejil slučajno? Nisem. Ne, lepo. Torej, ostale proge, 5 km, 10 in pa 21 in 42, bi jaz tako rekel, prejšnja leta sem si meril, koliko kilometrov naredim v času, se pravi tam od recimo torka naprej. Tukaj gremo na dan tam okoli od 24 km, kar je bilo največ, do najmanj, kar je ponovadi na dan prireditve, je pa bilo samo 12 km. Tako da, če mi sešteješ tiste kilometre, ki jih naredim v organizaciji, sem krepko pretekel vse seštevke prog. Drugače pa, ne vem, vse tisti, ki me poznate, zgledam kot tekač. Mislim, ja. Kaj pa ne? Jaz sem svoje kilometre tudi večinoma pri rokometu pretekel, tako da, ja, tega pa že tudi kar nekaj časa nazaj, ja. Pa to še za eno oddajo materijala, no, na koncu pa spet najmlajši med vami, človek, ki teče. Edini človek, ki jo lahko vprašam zdaj, si danes že tekel, pa v reku iz prve, da, mogoče Barbara, če nima pred sestankov. Danes je tekla. Sem vam rekel, gospodje, da kaj sem vam pripeljal tle, da vsi spademo še malo slabše kot že. Ja, teče, organizira najlepše mesto, pa prizemlji vse visoko leteče ideje, pa Barbara, je pa te kar zaposljiv, če pa nimam dosti denarja. Vidiš, to je ena še od tistih idej, če bi v njem eno denarja, Barbaro bi najel, da bi se zristala. Simon, prekinil sem te, izvoli, prosim. Kaj je bilo vprašanje? Vprašanje je bilo, katera proga na istrskem maratonu je najljubša, da si jo še večkrat odlaufati v prostem času izven maratona, zakaj Jagodje zmer na konc, začetek, take stvari, se veš. Jaz sem pa tudi en od onih, ki v bistvu zelo zavedam našim tekačem, ko
ker sem vedno delal, pač, ko je bil istrski maraton, ne? Mislim, na maraton, seveda, ne. Naslednji dan si pa šel. Ja. Šel sem v bistvu komaj zdaj med korono, ko smo imeli virtualca, sem lahko šel, se pravi, dejansko, da sem šel odteč traso, recimo 21. od prvega. To sem si prav zadal, ne. Tako da ne, svojega nisem, sem bil pa pri Barbari na njihovi 20. jubilejni, moj prvi cestni maraton, tako da zelo lepi spomini. To je to, ne, takrat nas je bilo res dosti. Ursova pol, spoštovani in spoštovana, smo se zadržali v tem simpatičnem pogovoru, tle sem še cel kup enih iztočnic, ki mu prehranil za drugič, ste zelo zanimivi sogovorniki, imate marsikaj za povedati, malo bi vaše možgane še praskal, pa jih ne bom, no, da vas mučil naprej. Ja, ajde čisto za na konc, pa čisto en kratek izjivček, ne, ker smo se tle tako zbrali, pa smo dejansko na en način partnerji, smo tudi konkurentje, smo ljudje, ki se dobro poznamo, kolegi, prijatelji na vse zadnje. Jaz sem vas veliko sprašal, kar sem vas hotel, no, in tisto, kar vas mogoče drugače ne bi, pa še, ker vas vsi gledajo, ne, morate kulturno odgovarjati, ne, kar je sploh prednosti moje pozicije, malo se hecam za na koncu. Vsak od vas, mogoče enega od ostalih, vpraša kakšno kratko vprašanje, no, da še tle malo izmenjamo, kaj vi razmišljate, kaj vas zanima, recimo, ajde, Igor, izvoli, vprašaj kogarkoli izmed nas, kaj te zanima, kakšno stvar, pa tako zaključimo današnji super pogovor. Jaz bi kar tebe vprašal, ker hodiš po zelo velikih maratonih, hodite, delate izlete in tudi seveda tečete. Koliko teh dobrih praks in novosti, zanimivosti potem lahko prenesete v domače okolje? Ja, dobro vprašanje, kajpak, ja, 15 let nazaj je bilo to precej lažje, ne? Ker tam si videl inovativno rešitev, kako so WC-je postavili, kočevalnice organizirali, ne vem, bokse na štartu postavili in tako naprej. No, s časoma, ne, ko je bil ta razkorak med večjimi ali pa med maratoni, med večjimi Britami pa nami, entuzijasti vedno večji, ne, si nismo več big screenov prvoščiti, pa interaktivnih volov, pa robotkov, pa 12,000 redarjev, ki so te spuščali čez 15 različnih kontrol in tako naprej. Recimo sem pa prinesel zapestnice, s katerimi se nekje čekiraš, recimo to je taka stvar, ki mi je zelo ostala v spominu, ki smo jo pobrali, no, pa neki aplikacije, ki so jih začeli delati tuji organizatorji najprej in tako naprej. Ne? Pa veliko recimo obveščanja pred in po, mi vsa ta leta delamo ankete, ne? To sem tudi nekje pobral, ne? Malo pa sem se sam mislil, kar je zelo zanimivo, ljudi pa vprašaš, kaj jih moti, pa kaj mi je všeč. Itak jih 90% piše, kaj jih moti. Ne? Ampak to je zelo dober podatek za to, da vidiš, kaj pa moče še lahko izboljšaš. Marsikaj je uporabnega, marsikaj je takega, kot bi Barbara rekla, dajmo se malo umiriti, fantje. Ne? Mislim, res ne moramo dati lučko pločniku za celih 6 km Globejskega jezera, da bi utripale, ja, recimo. Ne? To ne gre, ne? Ampak ideje so pa zanimive, recimo, in to in take stvari, recimo, no, naj si bo komunikacijske, naj si bo izvedbene in tako naprej, se da pobrati. Je pa, kot rečeno, ne, smo v času, ko imaš kakšna ideja, ki jo kje pobereš. Tista, ki jo bomo odložili za naslednjo 5 let, kot bi ti rekel. Ja. Simon. Če se lahko malo za trenutek vključim, ne? Zdaj, mi tudi imamo nekako, hodimo okoli po svetu, recimo krasti ideje, ne? Oziroma gledati drugo organizacijo. Ne? Bili smo od Španije, Avstrija na kar nekaj tekih, od Graca, Celovca, primerljivih nam, recimo tudi večjih. Jaz bi rekel po črto tak, ne? Dejansko smo mi tam kot one. Ampak pač size does matter, ne? Kjer je več denarja, so pač let skrini za sponzorje, so takšne in drugačne inovativne rešitve, ki jih pač imamo mi po domače narejene, ne?
Tako da jaz bi rekel, da je tu samo razlika v številu tekačev, seveda, pa potem v sami izvedbi oziroma ceni te izvedbe. Recimo, bil sem priča teku v Gracu. Eno leto smo bila tam z kolegom, je bilo vse wow. Bi lahko rekel nivo Ljubljane, recimo. Čeprav je tekačev tam okoli 7500. Drugo leto pa se je videlo odstopilo nekaj sponzorjev in si prav videl downgrade same prireditve, recimo. Ni bilo helikopterja, kjer je ORF snemal, namesto 15 skrinov so bili samo 3 skrini, recimo, in tako dalje. Se pravi, tudi ti večji so odvisni od nekega inkoma in se prilagajajo temu, kar imajo. Drugače pa jaz sem zdaj vse prireditve vaše, razen Robleka, mislim, da, ja, že videl in pravim, da je vse odvisno od tega, koliko denarja imaš. Ja, jaz sem vse vaše prireditve videl in odtekel in se tukaj ne bom opredeljeval, kje sem najbolj trpel. Ja, užival sem povsod, jasno. Tek je užitek. Ja, užitek, tudi malo trpljenja. Simon, prej si bil na vrsti. Izvoli, podeli vprašanje, tle so možganski trusti, tle know-how, zbrskaj kakšnega. Bom vprašal kar Markota, da se ne ohladi. Prej, iz katerega vrelca je voda na okrepčevalnicah? Voda na okrepčevalnicah je Radenska Naturel, ki je ni samo iz enega vrelca. Zdaj, teh tehničnih izrazov, kateri vrelec je, ker to so globine napisane in vse pač tehnično, to pa zdaj res ne vem na pamet. Na okrepčevalnici imaš Radensko. Ja. Super, odlično. Ja. Z vsemi minerali, ki so notri in tako dalje. Tako da, ja. Pa veliko diksijo od 30 km naprej. Ne, ni ogromno magnezija notri v Naturelu. Tako da je malo manj mineralizirana kot pa recimo Radenska Klasik. No, očitno tisti let, ko sem jaz bil, je bila Radenska Klasik. Ampak pustimo zdaj to. Aleks, ti si na vrsti, izvoli vprašanje. Ja, jaz bi imel za vprašanje za vse, ampak ga bom skrčil na te pa na Igorja. Število prostovoljcev in kako jih pridobivate? Igor? Ja, mi smo, to sem pozabil povedati prej, pri nas je to rato kar en kult. Mislim, kdor je prostovoljc pri nas, se prav pohvali s tem, in so nam rekel zdaj, da stojijo v vrsti, ampak mi imamo nekaj okrog, na dan dogodka okrog 115 prostovoljcev rabimo in imamo seveda vse v bazi in ki jih povabimo, kdor le lahko, nima drugih zadržkov, pride, jih tudi kar pocrklamo in z majicami in malcem, potem naredimo še piknik, zaključni piknik, kamor jih povabimo, dobijo tudi pijačo, zastonj, tudi kakšne take stvari, ki nam ostanejo, jih potem jim damo. Ne zaradi tega, ker bi to zahtevalo od nas, ampak ker nam dejansko dajo svoj čas in to zelo cenimo in tudi mislim, da oni cenijo ta naš odnos do njih. Ja, Igor, se pridružujem Igorjem odgovoru, mogoče samo, kako smo jih mi pridobivali. Mi smo namreč organsko rasli, to je ratala one big happy family, na koncu četka ne bilo 500 tekačev, pa je bilo 50 prostovoljcev, prijateljev, pa žene, pa nekdanje žene, pa bodoče žene in podobne stvari. Ja, tako, No, potem pa vsak let je kakšnega pripeljal, ker mu je bilo fajn, ker delati na taki prireditvi včasih še bolj fajn, kot teče, ker je posebej, če pol na koncu koncert Joške ven, pa tako naprej. In iz tega smo zrasli do tistih 250, mislim, da jih je bilo največ eno leto, 17 ali 18, no to je že kar veliko. Na koncu smo imeli že presežek tistih, ki bi bili radi prostovoljci, pa ni bilo dela za njih. Vsaj to je bilo pred korono. Tako da verjamem pa, da če je na prireditvi nek hitra rast, ker rabiš kar naenkrat 100, 200, 500 in več 1000 prostovoljcev, da je to pa toliko težje. Aleks, čisto hitro vprašanje, boste vi
se letos potem odločili, kaj bo naslednje leto, ali se vračate v marčevsko turniro? Namen je, da se vračamo, se pravi, da zavzamemo našo pozicijo, no, se pravi, prvi maraton v letu, ne. Prvi polmaraton v letu. Maraton si. Mi zdelo škoda, da se bi izogibali tega, ker smo bili potem znani, oziroma prepoznani. Bi pa rekel, samo, ker sta mi tako lepo pojasnila, tako kot vsaka stvar ima življenjski cikel in na to vas opozarjam tudi prostovoljstvo. Mi smo namreč v tistem padajočem ciklu, ker imamo kar težave pridobiti prostovoljce. Tako da bomo morali res izmisliti nekaj, mislim, za letos nimam toliko skrbi, ampak si bomo morali izmisliti neko motivacijsko zadevo, ker zdaj ne vem, ali so primorci bolj razvajeni, pa glih vsako stvarjo jih ne moreš pripeljati. To jaz bom za primerjavo dal nogomet, ko pride Chelsea, imaš 160,000 prostovoljcev na tribuni, ko je pa tekma državnega prvenstva, pa nikjer nobenega. Eno vprašanje za Barbaro, pa za timing, Ljubljana, če kakšne novosti pripravljate kot timing, kot tak? A boste kaj cene spustili? A jih boste kaj dvignili, ja. Očitno, denarja je veliko, so rekli. Ti si bolj diplomat, ja. Zdaj, novosti kje, kdaj, na kateri prireditvi? Čak, da vzame blokec, ona pa zdaj rekla, ja, tle niste bila nič naročali, povečanje, tle niste njam. Tako, nasplošno, mi smo zelo zadovoljni z vami, seveda zato tudi sodelujemo, a ne. Bomo pa letos res šli že na vmesni čas, no, ker je pač en tak dodatek temu, kar smo ponavadi imeli. V bistvu z ničemer ni težav. Vse v bistvu vaše želje z veseljem upoštevamo in vam lahko predstavimo tudi pač stvari, ki jih vidimo, da se jih da prva drugače narediti. Glih hotela reči, da v bistvu vprašanj za vas bo imela verjetno še veliko, ampak pol v času, ko se bomo začeli dogovarjati za posamezne prireditve. Bi pa mogoče vas izzvala vse z vprašanjem, koliko na svojih prireditvah pričakujete letos udeležencev, oziroma ali si upate napovedati številko, koliko bo tekačev prišlo letos na vaše prireditve? Če sem jaz najbolj optimističen, mi mislimo, da bo zvečer 1500, pa še nekje 150 šolskih otrok, ki jih tudi pomerimo. Lepa. Ja, jaz bom rekel tako, karkoli ugibam, ker dejansko ne znamo potipati dobro terena. Glede na, če se bodo vsi, ki so že prijavljeni, udeležili in če jih bomo še pridobili, kolikor jih želimo, mislim, da bomo okoli med 1800-2000, ampak to je res maksimum, kar pričakujem, in pa seveda otrok, ne 900, ki je dosti manj, pa pravzaprav tudi ne, ker praviloma so to otroci iz lokalnega okolja, tako da to pričakujemo. Ne bomo pa nič razočarani, če bodo številke nižje, ker dejansko bi bilo neumno imeti previsoka pričakovanja. Marko? Vprašaj me kaj lažjega, no. Barbara je začela s tem, ne? Nisem jaz. Ja, dejansko trenutno ne vemo, kje smo. No. Roko na srce, tudi po sedanjih prijavah ne moremo reči, kaj to pomeni. Zadnjič sem bil na enem IAF oziroma World Athletics webinarju, so rekli, da se je čas prijav skrajšal za 60 dni. Se pravi, 60 dni pozneje se tekači dejansko na prireditve prijavljajo. To je najverjetneje posledica korone in tako dalje. Tudi po moje več ne vajenosti se sploh prijavljati na tekaške prireditve. Ne vem, mi smo zmerni pesimisti glede številke. Pričakujemo recimo okoli 2000 tekačev, karkoli bo več, bomo seveda izredno veseli. To je nekako polovička tistega, slaba polovička tistega, kar smo bili do sedaj vajeni. Pa
koliko smo malo seštevali druge prireditve, ki so pač potekale v tem času, je bilo vse posod recimo nekje med 40 pa med 60% udeležbe, recimo temu tako zadnjega pravega teka. Tako da zelo pohvale glede višanja vaše številke v Škofji Loki, ne. Pravim, upam na 2000 tekačev, recimo 2000 pa nekaj, 1000 otrok, recimo nordijska hoja, glede na to, da bo Evropsko prvenstvo, se zna zgoditi malenkost več, predvsem Poljaki in pa Italijani se znajo biti kar nekaj, ampak to govorimo o nekaj 100 udeležencih, ne več, ne. Ostalo pa, pravim, upajmo na to številko, no. Simon bo rekel zdajle, fantje, takole je. Povej. Ne, mi smo že v štartu zasnovali manjši dogodek, navzgor omejen na 2500, ampak mislim, da niti te številke ne bomo dosegli, no, realno. Med 1500 in 2000 računam, zdaj nekje tam plezamo, imamo še slab mesec prijavne, se pravi do 24. Vemo pa, da vsi čakajo, kaj bo, ne. Še vedno je ta negotovost in nehvaležno je napovedovati, ne. Igor, nekaj si hotel še ti? Ja, glede na to, da nam ta Ljubljana Timing tudi štartne številke rihta, mi bomo imeli tudi nekje okrog 1200-1300 otroka, ne, vsega skupaj, plus še te junaki tretjega nadstropja, ki jim damo vsem štartne številka 1, pa potem še te, ki bojo pohodniki, tako da tukaj tudi računam še, se pravi, nekaj dodatnih tam do 1500 štartnih številk. To sem sam. Super. Mislim, Barbara, ti kar zapisuj, vsaj eden, ki je biznis danes naredil, ja, v tem le pogovoru. Ja, vsaj nekaj haska od tega pogovora. Spoštovani in spoštovane, 1:45 si morate misliti, pa še dobro sem se ugrel. Če bi nas vi šele videli, kako mi zadebatiramo, ko se usedemo v gostilni za mizo, ja, pa kakšne so tiste debate. Mogoče naslednjič, evo, čisto na konec, spoštovana gostja, spoštovani gostje, pa še čist zadnja stvar, ki vas danes vam sprašujem in prosim, ne, ampak res, v enem stavku, lahko je tudi v slogan, ne, ampak v enem stavku zdajle, pa ne velja tako 47 vejc, Marko Pinterič, ne. V enem kratkem stavku povabite zdaj tole naše poslušalstvo in gledalstvo na vaše letošnje prireditve. Prosim, začnimo pa kar po vrstnem redu, tako kot bodo. Evo, Simon Rusjan, Istrski maraton, 10. april. Tako, nič brez kompliciranja, lepo vabim tekače, prostovoljce, obiskovalce, 10. april se vidimo v Kopru. Barbara Železnik, v.d. direktorice Timinga Ljubljana, organizatorica poti ob žici pohoda 7. maja. Ja, tudi z moje strani res lepo vabilo na našo prireditev. Zdaj tukaj kaj več dodati v bistvu ne bi imela. Veselimo se vsi, v bistvu, da se vračamo, jaz mislim, da je to delim lahko mnenje z vsemi, da se spet vračamo v tek oziroma da se naše prireditve spet vračajo nazaj in vsi bomo z veseljem sprejeli tekače na svoji prireditve, tako da vabljeni, res iz srca. Hvala, Barbara. Marko Pinterič, generalni sekretar maratona Treh src, 21. maja. Vabljeni 21. maja 2022 na 40. maraton Treh src. Ko si imel danes v vrtcu tudi predstavitev, so mi rekli, ja. Lepo si to povedal. Aleks Štolfa, direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Mali kraški maraton 5. junija. Letos za razliko od prej poleti in če se ne motim na Binkoš na nedeljo, pridite v objem Krasa. Vrhunsko. Igor Drakolič, direktor teka 4 mostov Škofji Loki 18. junija. Naš slogan je že od samega začetka: prečkamo mostove, povezujemo ljudi. Tako bo tudi letos. Naši mostovi se bodo letos obarvali še bolj zeleno kot doslej. In glede na to, da je pač 10. obletnica,
bomo, kot je Marko že povedal, dajali bombončke in bombonjere in računamo, da bojo dovolj sladki, da nas bo prišlo, oziroma da vas bo prišlo čim več. Vabljeni. Perfektno. In za konec je Marko Roblek, predsednik Društva Vitezi dobrega teka, ki organizira nočno deseto 15. junija na Bledu. Ja, pridite na državni praznik teka, Kremšnit in Jošk ven. Evo, super je bilo tole. Spoštovani gostje, spoštovana gostja, hvala vsem, da ste se udeležili tega super pogovora. Ostanite še naprej zagreti za tek. Se vidimo kmalu. Vedno Lep pozdrav. Adijo. Čau. Čau. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, poslušalci in poslušalke, jasno, če vam je tole všeč, stisnite like, naročite se, pošljite kakšno vprašanje, vsem nam pa seveda še ena stvar, preden greste. Prijavite se na vseh 6 prireditev. Se vidimo na cesti. Z Bogom. Adijo. Adijo.